Ja, hvala za besedo, Dušan. Kot je že Dušan povedal, no, jaz bom zdaj sam predstavil ta prispevek. Tomaž Bojc je seveda pri tem izjemno prispeval, on je celo oblikoval vso to predstavitev. Oba sva profesorja na srednji šoli, ekonomista, delava na ekonomskem administrativnem področju. Oba imava pa tudi, lahko bi rekli, en tak, ne vem, hobi ali pa željo delati ne na tem, bi rekel, klasičnem ekonomskem, ampak iskati nove poti, se pravi, kot je socialno podjetništvo, ekonomija delitve, občestvena ekonomija. Zato nama je ta projekt nekako pisan na kožo, zato ker ravno tukaj lahko v praksi nekako preizkusva tisto, kar je po najinem mnenju v današnji ekonomiji, česar manjka, se je Dušan je dobro izhodišča povedal, se pravi, ta socialna nota, ker sama ekonomija, vemo, je nek temelj družbe, ker ustvarjamo nekaj, od česar tudi živimo, zato je to zelo pomembno, zato je ta projekt za naju na nek način zelo dragocen. Zdaj, jaz to pomeni midva, no, da ne bom, če se bom tako malo zarekel, govorim v imenu tudi Tomaža. Nekaj izhodišča, iz katerih sva izhajala, pa to so tudi izhodišča našega projekta, so zelo povezana od samega izobraževanja do tega, da kako mlade, predvsem mladostnike, narediti oziroma spodbuditi k aktivnem državljanstvu. Jaz sem še tudi mentor dijaške skupnosti, tako da potem lahko povezujem več teh stvari skupaj. Potem seveda socialna vključenost, ki je sam temelj našega projekta, pa hkrati tudi zagovarjati zdrav življenjski slog, uporaba te IKT tehnologije in pa kolikor je le mogoče se vključa tudi medgeneracijsko sodelovanje. Se pravi, to so neki tisti izzivi družbe in pa tudi izzivi našega projekta. Zdaj, kar bom pa v nadaljevanju predstavil, je pa, kako smo se tega lotili na tak praktičen način, se pravi, da smo lahko spodbudili mladostnike predvsem k temu, da so bolj aktivni tako na osebnostnem razvoju, kot pa tudi, da so zmožni, zdaj tukaj bolj z našo pomočjo, mogoče pa potem v svojih okoljih, že tudi se trudimo, da bi nekako že vnaprej vzpostavili mreže, kjer bi potem, ko grejo od nas, se lažje vključili. No, saj to tudi vsi naši partnerji seveda delajo na tem področju. Se pravi, to so izhodišča in tudi namen projekta. Jaz bom pa zdaj predstavil, kako sva se midva tega lotila. Nekaj stvari sva že predstavila, gre za en tak pregled tega večletnega dela in pa mogoče tudi malo nakazati, kako gledamo naprej, ker sami vsi dobro vemo, da dober projekt je tisti projekt, ki bo zares zaživel, ker se ne bo ugasnil tisti hip, ko bo projekta konec. In lahko rečem, da je nam, zdaj kot celotnem ekipi, marsikaj uspel. To je, kot bom pol povedal, učno stanovanje in še nekaj stvari imamo že napeljane naprej, za katere računamo, da bodo tudi po koncu projekta živele naprej, in to je za moje pojme oziroma velik uspeh. Zdaj, tle je veliko teh aktivnosti, bom šel zelo na kratko. Eno so tudi te neke vsebine, ki smo jih tudi v učilnicah, čeprav smo se tega res probala midva čim bolj izogniti, ampak vendarle finančno opismenjevanje je ena taka stvar, ki je danes manjka. Smo pripravili tako za srednješolce kot osnovnošolce in profesor Bojc se je potem tudi udeležil in imel prispevek na mednarodni konferenci Drugačni, boljši, socialno vključeni. Potem smo tudi v okviru tega projekta že dosti od začetka
pripravili en prostor, ki je bil že prej nekakšno tako zbirališče dijakov, smo ga pa po teh konceptih, tudi tle nam je naš direktor precej res pomagal, no, in šel na roko, tako da smo lahko naredili eno tako odprto učilnico, kjer se marsikakšna dejavnost odvija, se pravi na ta odprt način, ne učilnico zapremo. Mogoče zdajle v času korone so stvari malenkost manj aktivne, ampak ta prostor je zdaj zaživel, knjižna polica za izposojo in pa zanimiva predavanja, diskusije. Danes smo imeli tudi eno srečanje z bivšo ravnateljico, tako manjše, z dijaško skupnostjo in tako naprej. Potem predvsem sva iskala čim več povezav v lokalnem okolju, seveda sva se osredotočila na bližnje okolje, predvsem Kamnik. Na srečo imamo v Kamniku eno ekipo Kickstarter, ki je nekako start-up podjetništvo zagovarja in so nam šli na roko, da so tudi naši dijaki imeli to možnost tega udeležiti, videti, kako to izgleda, kaj pomeni, kaj je to start-up, te osnovne pojme, in so se udeležili delavnic in tudi nekih takih bolj praktičnih delavnic. Ves čas, razen v zadnjem času, no, sva s kolegom čim več se udeleževala, se pravi, smo šli na lokalno tržnico, predstavili izdelke, potem, ko je bila recimo, so bili dnevi narodnih noš, pa s partnerji Štaciona, reciklarnice smo organizirali kar nekaj takih, lahko bi rekli, uličnih sejmov, dogodkov, in to je bila ena taka zelo fajn dejavnost, no, če se tako izrazim. Dijaki so to zelo, zelo radi in jim to zdaj nekako zelo manjka, no, tako da ta dejavnost je bila zelo popularna in tudi vnaprej, tudi po koncu tega projekta bomo ohranili to, se pravi, stik z lokalnim okoljem in pa kako preprosto v praksi nagovoriti ljudi, mimoidoče, se soočati z raznimi malo tudi stresnimi situacijami, čeprav so bile večinoma, lahko bi rekli, bolj prijetne kot pa stresne. Ves čas smo sodelovali tudi se ukvarjali s fotografijo, snemali, tudi kolega Tomaž je imel enega, ki ga je poznal, slikarja, je sprejel naše dijake, tako da smo skušali tudi tle motivirati k ustvarjalnosti na tem področju. No, potem pa glede na to, da midva delava tudi, se pravi, kot profesorja, smo zelo veliko poudarka dali povezavi z učnim podjetjem. Mi imamo že ves čas učno podjetje, bili smo med enimi prvimi in vsako leto se udeležujemo mednarodnega sejma učnih podjetij s kar velikim uspehom. Zdaj, zadnje leto je bilo nadaljavo tudi za letošnje, se pravi za februar se napoveduje, da bo nadaljavo, ampak tudi to je dobra izkušnja, ker saj vemo, da marsikakšna stvar zna to potem obstati, zato smo skušali ves čas povezovati to, kar delamo v projektu SVLO, tudi s tem učnim podjetjem, saj nenazadnje so naši dijaki lahko vključeni v več, se pravi učno podjetje in tudi v sam projekt. No, za letos imamo recimo tako rdečo nit Zero Waste, in tudi tukaj imamo ideje, kako bi tudi v učnem stanovanju potem to udejanjila. Tako da to je ena taka zelo fajn stvar. No, veliko smo imeli teh delavnic, ena najbolj taka, bi lahko jo poudarjali, je bila delavnica izdelava vitražev. Tukaj pa sva midva s kolegom pripravila potem tudi čisto konkreten poslovni načrt in zdaj, če samo mogoče malo za naprej, se pripravljamo, da bi te izdelke tudi spletno in pa tudi v živo prodajali, zato ker to naše učno stanovanje bo neka, vsaj tako smo si zastavili, kombinacija med učnim stanovanjem, tudi nekim učnim podjetjem, ker je na dosti dobri lokaciji v Kamniku, tudi računamo, da bodo naši dijaki lahko in spletno in tudi v živo določene stvari lahko prodajali. Bom šel mogoče še malce hitreje, čas nas preganja. No, ena taka
res dobra stvar je sodelovanje z lokalnim socialnim podjetjem Reciklarnica. En zelo zanimiv dogodek, smo ga poimenovali prijateljski prevzem Reciklarnice, kjer so naši dijaki za en dan prevzeli trgovino, seveda pod mentorstvom lastnice, in so taka zelo dobra izkušnja in tudi tukaj nekako računamo, da bomo sodelovali še naprej. Potem smo organizirali več stvari od kulturne, en naš bivši dijak je predstavil pesniško zbirko v učnem stanovanju, potem smo imeli tam delavnico o pravični trgovini, povabili smo razne goste, tukaj vidite Davorina Buharja, mislim, da je zdaj že doktor, ki se je tudi, kot sem videl, je danes z nami. Potem smo, to je zelo pomembno, no, ta partnerstvo, imamo nekaj takih, lahko bi rekli, partnerjev, s katerimi še vedno kljub določenim težavam, zaradi tega, ker nimamo toliko stikov, negujemo odnose, to je Štacion, pa Makadam društvo, Dnevni center, Reciklarnica, skratka, dosti smo prisotni v lokalnem okolju Kamnika, imeli smo skupna srečanja, pa tudi konference. To pa seveda tista naš nekako to, kar bo tudi v prihodnosti še naprej živelo, pa je učno stanovanje, tukaj par prizorov za odprtja tega stanovanja, kjer se redno srečujemo, kjer dijaki bivajo, kjer imamo tudi že določene podjetniške aktivnosti, pa načrte imamo za prihodnost. Znotraj tega je galerija, bom zdaj še malce bom to kar pokazal z enim filmčkom, hkrati bom pa zdajle, sam upam, da bo stvar lepo šla. Ne, zdaj moram za trenutek, čakajte samo malo, ker mi je to zdaj ven vrglo, moram še enkrat deliti. Se pravi tole. Zdaj, tukaj sem imel to povezavo, no, tukaj bi vas samo usmeril, no, če kdo ne pozna naš kanal Cirius Kamnik, in znotraj tega kanala, kjer imamo veliko teh filmov, je tudi tale, se pravi, imamo sezname predvajanja, kjer bi lahko recimo pogledali, kaj je nastalo vse v okviru projekta SVLO. Tole bomo potem pogledali, zdajle en kratek filmček in nekaj predavanj, tudi posnetki teh naših prejšnjih srečanj, tako da če boste, lahko dostopate direktno preko YouTube Cirius Kamnik, pa tudi na spletni strani SVLO je povezava. Bom zdaj samo še enkrat, zdaj bom pa še pokazal ta kratek filmček, kot sem obljubil. Samo trenutek. Pa sem ga malce izgubil. Pa mislim, da ga bom kar takole pokazal, pa mi samo povejte. Nasmeh prijatelj, oči, z nasmehom most gradiš do jutri.
Hvala. Skratka, vabljeni, da si ogledate to, pa tudi še kakšno drugo stvar. Jaz bom zdaj samo trenutek, da ponovno naložim. Okej, samo še na kratko, da zaključim. Se pravi, potem so bili še dogodki, tale sploh zadnji je bil zelo prijeten, smo za dobrodelne namene smo se malo sodelovali z tem, kar ste vi na Ptuju organizirali, in pa konference, tudi vsi posnetki so na teh spletnih straneh, tako da je dobro, da si kdaj kaj za nazaj pogledamo. Tako da jaz zdaj glede tudi na čas, ki mi je bil namenjen, skratka, na kratko, takole sva predvsem midva s kolegom, seveda s celo ekipo, nekako skušala v praksi udejanjiti to, kar je Dušan povedal. Verjamem, da smo naredili zelo dobre temelje, tudi posluh v organizaciji v Ciriusu je, da se nadaljuje, da bo učno stanovanje in učno podjetje zaživelo naprej, tako da tle res hvala tudi direktorju, tako da bomo lahko vse to, kar smo zdaj začeli, razvili še naprej. In tle mislim, da je tudi uspeh tega, da smo že zdaj vemo, da bomo stvari speljali tudi naprej. Tako da hvala za pozornost in pa vabljeni še k ogledu, mogoče kaj bolj podrobno lahko še pogledate na spletnih straneh.